CEROP deluje kot center za ravnanje z odpadki v Pomurju in jaz tam vodim raziskovalno skupino Zeleni rudnik in pri nas se večinoma z bioplastiko srečujemo tekom kompostiranja. V bistvu seveda nekaj bioplastike pristane tudi med plastično embalažo, vendar nimamo niti, bi rekli, izpostavljenega sistema, niti nimamo možnosti, da bi recimo biološko razgradljivo plastiko, vrečko ali podobno ločili od ostale nerazgradljive plastike tekom ločevanja plastike, ki je primerna za reciklažo. Tako da tista bioplastika, ki pristane med embalažo, pri nas praviloma pristane v gorivu, ki potem je namenjeno sežig in termično izrabo. Tam, kjer se največkrat srečujemo s težavami glede bioplastike, pa je tekom kompostiranja. Tudi tu je prva težava že to, da recimo, to je seveda odvisno od osveščenosti posameznika, s kakšno vrečko v bistvu nosijo v te koše za biološko razgradljive odpadke. In ko ti koši pristanejo pri nas na CEROP-u in jih mi zbiramo, je zelo težko ugotoviti, katera izmed teh vrečk, v kateri je bil biološki material, v bistvu biološko razgradljiva in katera ni. Zdaj to, da bi recimo zaposleni, ki imajo nalogo, da v bistvu odbirajo iz biološkega materiala to, kar ne sodi v biološki material, da bi oni gledali označbe vsake vrečke, da znajo preceniti, ali bo to biološko razgradljivo ali ne, to glih v praksi ni mogoče. Potem pa, če si predstavljamo, torej mi imamo kompostiranje poteka v 2 fazah pri nas, se pravi, tukaj v takšnih boksih poteka prva faza zaprtega kompostiranja, kjer imamo vlaženje in prepihovanje in tukaj pač homogeniziran material, ki je pomešan z strukturnim materialom, gre v prvo fazo kompostiranja. Potem pa imamo še naknadno zorenje na takšnih zasipnicah, kjer se z takšnimi mešalniki peljemo čez te zasipnice in mešamo. In tekom tega mešanja seveda pride velikokrat do trganja vsega, kar recimo tudi tukaj vidimo na teh zasipnicah razne materiale, ki načeloma gledajo kot plastika. Ne vemo pa mi, ali je to biorazgradljivo ali ne. Je pa tudi dejstvo, da naš proces kompostiranja poteče v tam 12 do 14 tednih in tekom tega časa v bistvu biorazgradljiva plastika se ne skompostira, ampak razpade na manjše koščke. In to imamo velikokrat na koncu, to velikokrat je tudi v končnem materialu, ne, in potrošniku oziroma kupcu, pa tudi nam, velikokrat ne vemo povedati, ali tisti drobni koščki, ki izgledajo kot plastika v končnem kompostu, ali je to dejansko biorazgradljivo ali ni. Zdaj na koncu se kompost preseja na takšnih bobnastih sitih, kjer pride ven strukturni material, pa nekaj takšnih kontaminacij, ki so večje in seveda kompost, ki potem vsebuje drobne delce plastike, za katero mi po končanem kompostiranju nimamo pojma, ali je biorazgradljivo ali ne. In to v bistvu velikokrat se tudi same analize komposta pokažejo, da tudi tisto, kar mi mogoče naučno vidimo, da so na koncu koščki, bi rekli, kontaminacij oziroma enostavno pač nekih primesi, ki jih ne želimo v kompostu. Tako da mi se največkrat srečujemo s težavami, da enostavno ne moremo vizualno ločiti biorazgradljivih, recimo pri bioloških materialih so to večinoma vrečke, od biološko nerazgradljivih. Ne? In potem tudi to, da dejansko ta čas kompostiranja oziroma razgradnje biorazgradljivih vrečk je veliko daljši kot pa sam proces kompostiranja. Tako da tukaj je v bistvu to, kar se nas tiče največji problem, ker v teh krožnih zankah oziroma pri predelavi bioplastike.